Veš, ko sem bila mlajša, sem si želela več jariti. Zakaj so tako kratke? Ok, rahlo pričakovano se je zgodilo. Med vsemi temi oblekami in vsem sem izgubila Tjašo. In tako je že 10 minut. On the other hand, sem dobila še nekaj fulovskega. Živijo punce! Ja, včeraj smo šle s Tjašo del pa z Gašperjem v Primarka in če te zanima, kaj sem jaz vzela, pod 40 €, krati pa napolnila tako vrečko, glej dalje. Ok, jaz sem počasi v Primark, sem se pa odločila z vami prej deliti, kako se jansko pripraviti, da grem. Čeprav me Tjaša do spodaj že verjetno čakati, ko bom bolj na hitro. Najpomembnejše, kar je zame, je, da nimaš torbice s sabo, ampak nahrbtnik. Zato, ker realno gledano po trgovinah, če boš imela ta malo torbico, velika verjetnost, da izgubiš, če imaš ta veliko, se ti pa ne bo dalo nositi. Zraven noter en šal, zato ker zvečer zna ratati mrzlo, ker pač v Primarku se zavleče rad dan. Čez imaš samo eno jakno, spodaj pa kratke rokave, spet zaradi istega razloga, ker nočeš toliko slojev, ker hočeš čim prej vse dati dol, tako si čim prej v garderobi. S sabo imam zmeri eno belo majico, zato ker točno pomerila hlače, krilca, karkoli bo vedno zgledalo v redu in ne bom rabila toliko razmišljati o kombinacijah. Spodaj pa ene najbolj komod jeans hlače, kar jih imam lih zaradi tega, da bom lahko na hitro dala dol, da ne bom rabila delati wiggle dance v garderobi, ampak pač enostavno gremo gor in dol. Jaz pa grem kupiti še posebej jesenske čevlje ali pa zimske, no. Tako mi je to spraviti dol najhitrejšem možnem načinu, najpomembnejšem. Tako da, tak način je definitivno priročen, kadar se gre v Primark. Tej čevlji so že precej stari, ampak za take dni so idealni. Ok, zdaj pa rešibam, Tjaša me čaka, Sigma. Prvo vam definitivno moram pokazati moj best purchase letošnjega leta, bi lahko rekla. Žal mi je, da nisem dveh istih vzela in sicer govorim o teh gležnarjih. Nek tak stil sem iskala jaz že celo poletje, kar so začeli ven dajati jesenske stvari. Sicer črne s srebrnimi dodatki. So imeli tudi oni črne s srebrnimi dodatki in zlatimi zaponkami, ampak to miks metala mi ni lih všeč. Je pa cena, ne boste mogli verjeti koliko. Kadar sem vprašala Gašperja, kaj je delal tudi v Emporiumu, koliko bi on rekel, so te cene, seveda sem to prekrila. Mi je sam rekel, da enih 60 € bi bile sigurno. Je bil pa prvič v Primarku, tako da pač ni vedel, kakšne so tam cene. No, jaz sem te čevlje dobila za 5 €. Bilo jih je še ogromno, tako da če imaš čas danes ali pa jutri pedi v Primark, se ti definitivno že zaradi tega splača. Na nogi nenormalno lepo stojijo, sigurno jih boš videla v kakem outfit postu, tako da sproti, ko bom dajala outfit post gor, bom linkala spodaj, pedi pogledat. Zelo komod, res toliko udobnih čevljev, ne vem, če sem že imela, in cute so pa. Sicer rjava ni moja barva, ampak na svetle jeans hlače zgleda pa tako dobro. Ok, tiste, ki me spremljate že nekaj časa, veste, da so torbice tista moja šibka točka. Čeprav trenutno šparam, da bi si kupila eno od Karl Lagerfelda, pa še eno malo bolj luxury, se vseeno, kadar sem videla cene teh dveh, nisem mogla v prednakupu. In sicer je prva taka, siva z srebrnimi detajli. Takoj, kadar sem jo videla, me je definitivno pritegnila, kakor taka neka torbica za vsak dan. Lih zaradi tega, ker res vse, ki jih imam, ali so ogromne za na faks, ali pa res tiste mini, samo za na hitro daš torbico noter mobi in to je to. In tiste so včasih za kak žur ali pa za večerjo ali pa kakšen sestanek so premajhne, tako da sem dejansko rabila nekaj takega. Všeč mi je, ker je tudi tukaj detajl oziroma taka veriga srebrna, čez celo pa je to umetno usnje. Najbolj všeč od vsega mi je pa cena. Taka torbica, ki bi standardno, vem, da v Sixu prišla ene 20 do 25 €, je v Primarku bila za 5 €. Mislim, I can't beat that. Se mi zdi, da bi bila že malo zmešana, če bi to pustila tam. Ok, če sem že začela s torbicam, ne povem še za drugo. Druga je sicer bolj za kakšne tablične računalnike ali kaj tazga, case se meni zdi, ampak glede na to, da ima noter tudi prostorček ločen za telefon in ena za zadrgo, bom jaz uporabljala tudi kakor standardno torbico, kakor se neka za sestanke ali pa za na kavico, da bom dala samo not kak zvezek oziroma planer, telefon, dokumente in glose kak pa šla skozi vrata. Zgleda pa nekako tako, se mi zdi, da je za jesen in zimo nenormalno dobro, ta velvet oziroma žametni material je res super.
Je tak izdelek, kar ga standardno v standardnih trgovinah verjetno ne bi kupila, ker bi bila cena verjetno malo večja in me ne bi toliko pritegnil. Tukaj priznam, da me je še najbolj od vsega pritegnila cena, ker je ta izdelek bil bogih 3 evre. Jaz definitivno vem, da bom nosila večkrat, tako da bo poplačanih te 3 evre. Mi je pa to všeč, ker prije res na taki detaljni vregici. Sicer je ta stil torbice bolj namenjen tistim pisemski nošnji, da jo imaš pač v roki, ampak po mojem imela to i čez kdaj in mi je pa res tak, če si cel v črnem, en dodatek, ki zelo dosti lahko naredi. In če smo že pri mehkih materialih, definitivno ne morem čez naslednji izdelek. In sicer pulover, ki je v tem nekem materialu, ki ne vem, kako bi se mu reklo, je pa nenormalno mehk. Takoj kot ker sem videla mizo s temi puloverji, sem začela jih šlatati. Sicer sem se na koncu odločila samo za sivo barvo, ker me črna preveč spominja na stvari, kaj jih moja mama nosi. In ker veste, da drugače nosim večinoma črno, sivo, belo, bež in drugih razen sive ni bilo. Tako da ja, je bil obvious choice. Je pa nenormalno flattering, dejansko poudari vse tiste obline, kar hočeš, da poudari, oprime jih lepo, je dovolj dolg, ni nek crop top, kar je večinoma bilo poznano za tak material in je pa res nenormalno mehk. Jaz zdaj komaj čakam, da to posnamem, da ga vržem v pralni stroj, tako da ga bom lahko jutri že nosila. Cena takega puloverčka pa je 8 evrov in verjamem, da še v kakih Zarah, H&M-ih in tem bi dosti več se plačalo za tako zadevo. Ok, dve stvari sta, ker jaz vedno, ko grem v Primark, moram kupiti. In prva je štumfi, oziroma kar 5. Namreč Primark je poznam po tem, da ima zelo dobro kvaliteto nogavic za nenormalno nizko ceno. Jaz pa čez pomlad, poletje, jesen nosim vedno tiste nizke, tako da sem si zdaj kupila 5 parov za 3 evre visokih, črnih, pač basic v vsaki garderobi, ampak definitivno moraš kupiti, ko greš v Primark. Drugi tak basic, oziroma necessity, kadar greš v Primark, pa so definitivno njihove pidžamice. Jaz sem se tokrat ustavila in kupila samo 3, sem jih imela pa prvotno v košari, se mi zdi, da 5. Ampak sem se malo kontrolirala, ker sem se spomnila, da imam še ene 2 doma z Primarka, tako sem si dejansko rekla, ok, ne rabim. Je pa res, da imam tiste stare že od Primarka tudi po 2 letih in vem, da je kvaliteta še zmeraj kakor prvi dan. Barve so še vedno iste, ni se nič razcufalo, material je ostal enak, ni se nič razvleklo. Tako dejansko vem, da za tako nizko ceno, kakor jih imajo oni, dobiš dosti, dobiš kvalitetno. In sicer prvi izmed kompletkov, kar sem ga vzela, je ta s kaktusi. Jaz čez celo leto nosim kratke hlače in konotere oziroma spodnje majice za spat, tako mi je to idealno. So pa gor kaktusi, piše Do Not Disturb, tudi hlačke zelo pisane, ker, kakor se reka, verjetno veste, čez celo leto nosim črno, sivo, belo, bež, kadar pa prije za spat, takrat imam pa vse pisano. Tako da ja, to je bil prvi kompletek. A ja, cena enega takega kompleteka pa je 3 evre. Prvotna je bila 5, na koncu so pa znižali na 3. Tako da ne samo, da je to zelo kvalitetno in luškano predvsem, ampak tudi neverjetno poceni. Drugi kompletek, takoj kadar sem ga videla na stojalu, sem ga zgrabila, brez da bi gledala ceno, brez karkoli, ker mi je bil toliko cute. Sicer me je malo strah, kako se bo prav, bom tudi povedala zakaj in lahko vam tudi sporočim pozneje, če vas zanima, kakšno je bilo po pranju. Gre se pa za ta I'm Bananas for you. Zadnje leto, kakor lahko vidite, sem res navdušena nad rozo. In ta majica me je res prepričala, sicer kakor se reka, se bojim s pranjem, kako bo s temi črkami se zgodilo, ker so tistega materiala, kar zna dol potegan, če ni bilo dosti dobro dolgo gor lepilo. Ampak tudi spodnji del so take luškane bananice, sicer je mogoče za nekatere malo preveč poletna, ampak jaz lih to uživam, da zdaj, kar so jesenski časi, kaj je vse bolj temno, da saj pri pižami je še zmeraj ohranim neke barve. In še zadnji kompletek, ki sem ga pa dala že dol z obešalnika, je pa zgornji del tak, siv z lubenicami in dežničkom, gor pa piše Life is good when it's sweet. Zelo cute. Spodnji del je pa še bolj cute in sicer take mini lubeničke, je taka podobna barva kot moji lasi, nekaj med rdečo in rozo, magenta, ne vem kako bi se reklo v slovenščini. Res lušen par, spet 3 evre, tako da can't beat that in ja, ko mi čakam, da dam vse to prat, da lahko stare pižame zmečem ven brez slabe vesti in začem uporabljati nove. Ok, pri zadnji stvari je pa tako, da tudi jaz sem pri tej polici kljub nizki ceni nekaj cajta kolebala, a bi vzela ali ne.
in sicer se gre za en izdelek za nego kože. Verjetno ste zdaj že opazili, da moja koža se je v zadnjem letu nenormalno izboljšala in s tem je tudi prišlo to veselje, da lahko končno preizkušam različne izdelke, ker vem, da koža ne tako hitro zreagira, da se mi ne takoj izbruhnejo mozolji. In zato sem se odločila, kljub temu, da je Primark, in kljub temu, da me je tudi mene malo strah preizkusiti PS Love to Glow Face Mask, je z maroško glino in z z ogljem. Tako da zna biti zanimiva, zna biti res taka, da te prečisti. Na prvi pogled mene je zelo spominjena na Glam & Glow maske, ki jih poznate. Mislim, da to ponarejanje niso lih najbolj skrivali niti pri pakiranju, niti pri izbiri imena. Je pa notri nekako takšna. Zelo zanimiva, cena te maske je prišla 4 € za 50 ml, kar se mi meni zdi bargain. Sem pa imela v glavi, da tudi če enkrat spravim, da mi slučajno kaj zreagira koža, ne bom se počutila slabo, če jo pač dam stran. Kar sem pa pogledala na hitrico, sestavine mi ni delovalo nič tako končljivega, nič da bi dejansko moglo povzročiti kak izbruh na koži ali pa da ne bi dobro reagiralo. Tako da bomo videli, vam lahko poročam. Ok, prišli smo do konca videa in vem, kaj ste najbolj čakali v tem videu. Preden pa razglasim, kateri dve sta dobile te šminkici oziroma šminko in glas, kar dejansko nisem niti vedela, da bo tak odziv, mislila sem jih samo nekomu dati, na koncu ste me pa nenormalno lepo presenetile. Sporočila enih izmed vas so mi polepšala dan. Predtem pa vas prosim, da mi pišete v komentarjih, kjer od teh izdelkov je vam najbolj všeč bil in kaj vi največkrat kupujete v Primarku. Pač to sem res tisto nosy, tako da vem, kaj se splača tako kupati. Naj povem, da nisem pričakovala tako odziva. Dejansko sem se zmislila, da bi lahko nekaj dala, medtem ko sem snemala. Tako da je bil tisti neverjetno številčen odziv, kar presenečenje zame. Je pa en komentar izstopil izmed vseh in sicer od Maja z YouTube. In sicer Maja, čestitam, dobiš Avonova šminkico. Prosim, napiš mi spodaj komentarje ali pa na mail alexanderroseblog@gmail.com svoje kontakte, tako da ti lahko čim prej pošljem. Me je res očaral tvoj komentar, ker sem videla, da si neki trudila, vložila in mi je res polepšal tisti dan. Glosek pa dobi Darja Weiss. Darja, prosim, naredi to, kar se nekaj tudi Maji. Druga stvar. Prejšnji teden sem se ob sprehajanju v Ljubljani spoznala z, se mi zdi, 5, 6, 7 najbolj prisrčnimi puncami, kar sem videla kdaj v življenju, ki so prikričale do mene, s katerimi smo se končno malo stisnili, da sem dejansko lahko spoznala tudi ene izmed vas. Vem, da meni je najbolj ostala v spominu Klaudija. Tako da, ja, so pa te punce sprožile še nekaj in sicer konec oktobra, začetek novembra, datum vam še sporočila, pripravljam svoj prvi meetup, tako da, če si zainteresirana, če bi prišla, mi to napiši spodaj v komentarjih, da lahko ocenim, kdo bi prišel. Te punce dobiste tudi prednost pri tem, da lahko prvi pridete, ker bom mogla žal omejiti, ker bo omejen prostor, bo maksimalno 10 do 15 punc lahko prišlo. Bom pa spoznavale osnove ličenja, vam prikazala, pa malo vam povedala o svojemu življenju, kakor blogerka, youtuberka, tako da se bomo imele super. Zdaj pa ne pozabite pogledati tudi Tjašinega videa in se vidimo drugič. Čau, čau!